Dober večer, Bog daj, spoštovani in zvesti poslušalci in gledalci oddaje Domača cerkev, kot je zapisano tudi na vaših dopisnicah. Tokrat ste odgovarjali na vprašanja, kdo je zavetnik proti nevarnostim ognja in gasilcem. Odgovor ste glasil, da je to seveda sveti Florjan. Obenem pa sem v pretekli oddaji povabil k sodelovanju vse, ki bi hoteli kaj povedati na račun kulturnega vedenja in lepega obnašanja, ki ga ni nikdar preveč. No, do danes je par besed na to temo napisala le gospa Frančiška Cerar, ki pravi, da je kultura obnašanja nekaterih mladih na nivoju. Več izobraževalnih oddaj bi bilo dobro tudi na KTV Impulzu. Letos ni bilo na Bakovniku nobene čistilne akcije, je kar trava prerasla smeti, papir pa raznaša veter okoli blokov. Lep pozdrav. Tako, še vedno povabljeni vsi k sodelovanju v boju za kulturo osebnosti. Zdaj pa še izrebajmo srečnega dobitnika najnovejše cerkvene glasbene kasete z naslovom Glejte, sejalec gre sejat. Nocoj bo nagrado v obliki kasete prejela. Tokrat bo dobitnik Marjan Kristan, Groharjeva 18, Duplica, Pošta, Kamnik. Zavetnik gasilcev je sveti Florjan. Z današnjim dnem, točneje na praznik Binkošti, pa zaključujemo velikonočni čas. 7 velikonočnih nedelj v sijaju nove luči in čudovitem prebujanju narave nam naznanja novo cerkveno obdobje, ki je izmed vseh obdobij najdaljše. To je binkoštno obdobje. Leto traja od nebohoda do adventa. V njem pa obhajamo spomin na neskončno ljubezen svetega duha, ki nam ga je poslal v stali odrešenik, da nam podeljuje milost odrešenja. Praznik Binkošti se je pričel že v soboto, saj so obredi kar nekako podobni veliki soboti. Blagoslov krstne vode, branje beril, litanije vseh svetnikov in krščevanje katehumenov, ki iz kakršnega koli razloga niso bili krščeni na veliko soboto. Sama binkoštna nedelja pa je praznik Boga svetega duha. Na ta dan cerkev proslavlja obletnico svojega rojstva, saj se je s prihodom svetega duha v obliki gorečih jezikov nad glave apostolov pričela duhovna žetev in rast božjih ustanov na zemlji. Binkoštnim sledi še binkoštna osmina, ki je spet podobna velikonočni. Kar nam je dala velikonočna doba in milost svetega duha za binkošti, to naj bi se sedaj v naših dušah utrjevalo, predvsem vera v presveto trojico in Jezusa, pričujočega v svetem rešnem telesu. Tudi prazniki, kot so praznik presvete trojice, presvetega rešnega telesa in srca Jezusovega, nas spominjajo na to in obenem opominjajo, da z življenjem na zemlji poskrbimo za večno življenje v nebesih. V pretekli oddaji pa sem vam obljubil tudi nekaj insertov iz slovesnosti po naši dekaniji, saj se prav te dni vrstijo številna prva sveta obhajila in svete birme. Podatki enih in drugih so kar obetavni, kar je sigurno znak, da naša vera ni ničeva. Vse, ki zvesto odgovarjate na moja vprašanja, pa vabim, da tokrat napišete župnije, v katerih so se te slovesnosti odvijale.
Na stojnicah so ponujali stare jugoslovanske bedarije. Kolikšna je še ta zaloga? So bila vsa darila z zgledom vere ali brez? Dobri Jezus, daj za te bom ljubil vedno bolj in bolj. Jezus, tebi živim, Jezus, tebi umrem, Jezus, tvoj sem živ in mrtev, amen. Da Jezus čoka duša izlije Božji mir. Saj vi ste se trudili in skrbno nas učili, nam dušice krasili za naš presečni dan. Kot mamica Marija, nekoč jaslice, ste dete položili v naše srčece. Cerkvici prelepi, ki vaš je drugi dom, ste tempelj naše duše združili z Jezusom. O najpreljubo dete, povrne trude vse, z veseljem in tolažbo napolne vam srce. Vzklikamo hvaležno vam vsi iz nas srca in prosimo vas neto za blagoslov z neba. Marija, Mati Božja, spremi znano Jezusa in ga prosi naj ostane vedno čistega srca. Naše starše blagoslovi, ki se trudijo za nas, vse bogato jim povrni, saj smo tvoji ti pa nas. Jezus, predobri Jezus, hvala, hvala ti za vse, znovi nami radi vedno, prosimo te, sliši nas. Ne bom vas zapustil sirot, postavil pa bom drugega dražnika, duha resnice. Apostoli so bili res siroti, ko jih Jezus zapušča, ko Jezus odhaja v očetu nebesa. Tako so bili zapuščeni od velikega petka naprej. Kako so se takrat razkropili, čeprav so Jezusu zagotavljali, da ne bodo nikoli zapustili. Najbolj pogubnega se je delal Peter, če to vsi drugi zapustijo, jaz te ne bom nikoli zapustil. Tega noben človek ne naredi. Dejte, življenjska pot vaših verjencev pa bo včasih temu podobna. Spremljajte jih. Ne boste jih imeli za roko držali, se bodo doma, ampak spremljajte jih svojo ljubeznijo, da boste vedno želeli, da gredo za vami in z vami in to delo, ki ste jo ljudi hoteli podariti pri krstu, da bodo to ohranjali, da bodo dobri, verni, pošteni, da bo vsak od vaših verjencev lahko enkrat rekel, če sem ostal dober, verni, pošten, zato ker sem na dobre starše. Dajte, mislite na to in spremljajte,
s toplo besedo in tudi z molitvijo. Poveste hudemu duhu, njegov delo in njegovemu zapeljevanju, se odpovem. Verujete v Boga Očeta, vsemogočnega stvarnika nebes in zemlje? Verujem. Verujete v Jezusa Kristusa, njegovega edinega Sina, našega Gospoda, ki je bil rojen iz Device Marije, umrl, bil grob položen, vstal od mrtvih in je sedaj v Božji slavi. Verujem. Verujete v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja in ki ga boste danes, kakor apostoli na binkošnji dan, na poseben način prejeli. Verujem. Verujete v Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grehov, naše vstajenje in večno življenje. Verujem. To je naša vera, to je vera cerkve. To ponosno izpovedujemo v Jezusu Kristusu, našemu Gospodu. Amen. Predragi, prosimo vsemogočnega Boga Očeta, naj na te svoje posinovljene otroke, ki so bili pri krstu prerojeni za večno življenje, dobrotno razlije svojega duha, ki naj potrdi z obiljem svojih darov in jih po svojem naziljenju naredi še bolj podobne Božjemu Sinu Kristusu. Matej, sprejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Boris, sprejmi potrditev dar Svetega Duha. Mir s teboj. Sprejmi potrditev dar Svetega Duha. Cerkve so bile ob teh slovesnostih premajhne za vse. Kaj pa takrat, ko slovesnosti ni? Tako, gotovo ni bilo težko uganiti imen župni, v katerih je bila prisotna naša kamera. Pošljite na naš naslov vaša spoznanja, ki jih bom po žrebanju tudi nagradil, kot vedno. Pred nami pa je mesec junij, v katerem se zapro šolska vrata in pričnejo dnevi brezskrbnega oddiha. Vsaj za nekatere. Mogoče imate za počitniško domačo cerkev kakšno dobro idejo. Sporočite mi jo, pa z Bogom.